Laporjev obraz. Pa ni bil v nepredirni senci, kakor drugi predmeti na dvorišču, temveč je ležala na njem skrivnostna svetloba, kakor na poginulem jastogu v temni kleti. Ni bil jezen ali krvoločen, temveč je gledal s tispuha, kakor ga je ponavadi gledal Lapor, s strahotnimi naočniki, privzdignjenimi na strahotno čelo. Lase je imel čudno razgibane, kakor da mu jih meša sapa ali vroč zrak, in čeprav je imel široko odprte oči, so bile te popolnoma negibne. To in pa mrtvaška bledica sta ga napravljala groznega. Vendar je bilo videti, kakor da je njegova groza, ne glede na obraz in onkraj nadzorstva nad njim, resnično del njegovega izraza. Ko se je stispuh strmo zagledal v ta pojav, se je obraz spet spremenil v trkalo. Če bi rekli, da se ni zdrznil ali da se mu kri ni zavedala groznega občutka, ki mu je bil tuj že od otroških let, bi ne govorili resnice. Vendar je spet položil roko na ključ, od katerega jo je bil odmaknil, in ga odločno zavrtel, vstopil in si prižgal svečo. V trenutni neodločnosti se je vendarle majčkeno ustavil, preden je zaprl vrata, in se najprej previdno ozrl, kakor da napol pričakuje, da ga bo presenetila Laporjeva kitka, kako pogleduje v vežo. Vendar ni bilo na zadnji strani vrat nič drugega, kakor vijaki in matice, s katerimi je bilo privito trkalo, tako da je rekel: "Puh, puh," in jih treskoma zaloputnil. Tresk je odmeval po hiši kakor grom. Čutiti je bilo, kakor da ima vsak prostor zgoraj in vsak sod v kleteh trgovca z vinom spodaj svoj posebni odtenek odmeva. Ampak stispuh ni bil človek, ki bi ga bilo strah odmeval. Zapahnil je vrata in odšel po veži proti stopnicam, za povrh še počasi in med hojo usekoval svečo. Lahko je tja v 3 dni reči, da sta dobra stara rama stopnic in slab nov zakon, ki ga je sprejel parlament, tako široka, da se lahko po njiju zapelje s 6-vprežno kočijo, vendar bi vam jaz rad rekel, da bi se po teh stopnicah lahko peljali z mrliškim vozom, in sicer počez, z vago proti steni in z vrati proti ograji, pa bi šlo zlahkoma. V tem pogledu so zadosti široke in še bi bilo na njih prostora, zato se je stispuhu zazdelo, da je zagledal premikajoč se mrliški voz, kako v temačnosti pelje pred njim navzgor. Pol ducata plinskih svetilk z ulice bi ne moglo zadosti dobro osvetliti vhoda, zato si lahko mislite, da je bilo ob stispuhovi lojenki kar precej temno. Stispuh je šel naprej navzgor, ne da bi se količkaj menil za to. Tema je poceni in stispuh je imel to rad. Ampak še preden je zaklenil težka vrata, je odšel skozi vse prostore in pregledal, ali je vse v redu. Obraz mu je ravno toliko še ostal v spominu, da si je tega zaželel. Dnevna soba, spalnica, ropotarnica, vse, kakor je treba. Nikogar pod mizo, nikogar pod zofo, majhen plamenček na kuhalniku, žlica in lonček pripravljena in kozica ovsene sluzi. Stispuh je bil namreč prehlajen, na pripečku. Nikogar pod posteljo, nikogar v omari, nikogar v domači halji, ki je visela v sumljivi drži na steni. V ropotarnici vse kakor ponavadi. Stari žar, stari škarpeti, 2 košari za ribe, umivalnik na 3 nogah in grebljica. Popolnoma zadovoljen je zaprl vrata in se zaklenil. Ključ je obrnil 2-krat, kar ni bila njegova navada. Tako zavarovan pred morebitnim presenečenjem, si je odvezal kravato, si oblekel domačo haljo, si nataknil copate in si dal na glavo spalno čepico, potem je sedel k kaminu
in se lotil ovsene sluzi. V kaminu je v resnici prav pičlo gorelo, tako rekoč nič za tako strupeno mrzlo noč. Moral je sedeti tik kamina, skoraj zlesti van, preden je mogel načrpati vsaj senčico občutka toplote iz prgišča goriva. Kamin je bil star. Pred davnim časom ga je dal postaviti neki nizozemski trgovec in okoli njega je bil položen tlak iz nenavadnih nizozemskih ploščic, poslikanih s prizori iz Svetega pisma. Tu so bili Kaini in Abli, faraonove hčere, kraljice iz Sabe, angeli so se kot božji sli spuščali na oblakih izpod neba, kakor na pernicah, Abrahami, Belzacari, apostoli so odrinjali na morje v plitvih čolnih, na 100 in 100 postav, da bi mu bile lahko pritegnile misli, in vendar se mu je Laporjev obraz 7 let mrtev vračal kakor nekdanja prerokova palica in požiral vse drugo. Če je bila v začetku vsaka gladka ploščica prazna, da je mogla na svojo površino sprejeti podobo iz razkropljenih odlomkov njegovih misli, je bil na vsaki posnetek glave starega Laporja. Neumnost, je rekel Stispuh in stopil po sobi. Po številnih obratih je znova sedel. Ko je glavo naslonil navznak na naslonilo, se mu je pogled po naključju ustavil na zvoncu, opuščenem zvoncu, ki je visel v sobi in je bil, kdo ve zakaj, iz kakšnega pozabljenega vzroka, povezan s sobo v najvišjem nadstropju v stavbi. Z veliko osuplostjo in s čudnim, nerazložljivim strahom je ugotovil, da je zvonec zanihal. V začetku se je tako narahlo zibal, da ga je bilo komaj slišati, kar kmalu pa je tako na glas zazvonil, da so se za njim oglasili vsi drugi zvonci v hiši. To je trajalo mogoče kakšne pol minute ali minuto, vendar se mu je vzdelo kakor cela ura. Zvonci so utihnili, kakor so se oglasili. Za zvonjenjem se je oglasilo žvenketajoče rožljanje, nekje globoko spodaj, kakor da kdo vlači težko verigo po sodih v prostoru vinskega trgovca. Stispuhu je potem prišlo na misel, da je slišal o strahovih, ki jih opisujejo, kakor da v zakletih hišah vlačijo sem ter tja verige. Kletna vrata so se treskoma odprla in potem je Stispuh zaslišal še veliko silovitejši trušč, najprej spodaj v pritličju, potem pa po stopnicah navzgor in nazadnje se je že popolnoma približal vratom. Še zmeraj tista neumnost, je rekel Stispuh. Ne maram verjeti. In vendar je spremenil barve, ko je trušč brez ustavljanja prišel skozi težka vrata in vpričo njega stopil v sobo. Ko je vstopil, je zamirujoči plamenček poskočil, kakor da je zakričalo: Poznam ga! Laporjev duh! In se spet potuhnil. Isti obraz, popolnoma isti. Lapor s kitko, v večnem telovniku, oprijetih hlačah in v škornjih, oprimki na njih se ježijo kakor kitka in škrici in lasje na glavi. Verigo, ki se vleče za njim, ima ovito okoli pasu in je dolga in se vije za njim kakor rep. In narejena je, zakaj Stispuh si jo je odblizu ogledal, iz ročnih blagajen, ključev, žabic, knjigovodskih knjig, listin in iz težkih jeklenih mošen. Telesa je bil prozornega, tako da ga je Stispuh videl in obenem videl skozi telovnik gumba na suknji zadaj.